Pozdravljeni! No, danes smo pa lekcijo o glistah in o zajedavcih in o tem, kar se nam dogaja. V glavnem, vsak ima okrog nas kakšnega, ki je na en način zajedal za našo energijo. In ti ljudje, ki so okrog nas, dejansko želijo na en način priti do naše energije. No, danes sem jaz prišla v gost zaradi tega, da naberem mah, ker želim eno stvar preizkusiti na sebi. V starih receptih sem našla, da je pametno vsak toliko časa narediti pač kuro z mahom, zaradi tega, ker čisti notranje zajedavce. Seveda pomagajo čaji, zdaj to je nasvet za vse tiste, ki imate mogoče otroke v šoli ali pa v vrtcu. Če je sum na notranje zajedavce, kuhate klinčke, to sem vedela, ampak danes sem pa govorila z gospo Jožico Okrogelnik iz Radelj ob Dravi, ona je zeliščarca, je pa rekla, da zmeša zraven šarman in v bistvu orman in klinčki delujejo proti notranjim zajedavcem. Druga zadeva pa v teh starih receptih mah, da skuhate mah. Recept je v knjigi Ko ima življenje žur, bom od spodaj objavila recept. Ga skuhate in se pije čaj iz mahu in ta deluje proti notranjim zajedavcem. Tako da mene zanima, če je za preživeti to, bom sama preizkusila na sebi. Druga zadeva pa je, da ljudje, ki so na en način čustveni vampiri, ki želijo priti do naše energije, v bistvu so to največkrat najbližji ljudje. Ali so to partner, nadrejeni, podrejeni, starši ali otroci. In kako zdaj reagirati pri teh ljudeh? Predvsem nas učijo to, da mi vedno ostajamo v isti vibraciji, da ne dovolimo, da nam pade vibracija, ker glejte, kakor nam pade vibracija. Vam raje povem en primer iz svojega življenja. Še leta nazaj, ko sem bila še poročena, se spomnim moj bivši mož. Takrat še mož pride iz službe, jaz doma je bil lep dan, doma sem bila, prav lep dan. No, in on pride in rekel, s tabo je nekaj narobe. In sem se začela braniti. In seveda, ko sem se začela braniti, toliko časa, da sva se skregala, je že prišel do moje energije. In ko sem se naučila, da se v bistvu on mene uči lekcije, ne pusti se znervirati. V glavnem ostaje v svoji vibraciji. In ko sem se to naučila, poglejte, je prišel lahko kakršnekoli volje domov. In ko sem jaz razumela, da on me gleda skozi svoja očala, in enkrat sem bila roza, drugič sem bila zelena, ta tretjič sem bila taka, in reka, tako me ti vidiš, jaz sem dober. In druga stvar, stavek, ki 100% deluje, vidim, da je za tabo naporen dan. To je pa tak stavek, ki vam povem, in takrat se ne vpleteš v to energijo in se počutiš dober. In ta stavek še vedno uporabljam tudi recimo pri otrocih, ker enostavno rečem, vidim, da imaš naporen dan, ali pa vidim, da te skrbi in ne dovolim, da nastane takole, seveda še vedno padam, ampak se učim ohranjati svojo vibracijo. Tako da v glavnem, vsak izmed nas ima kakšen odnos okrog sebe, ki ga uči, zato je pomembno, da gremo čim večkrat v naravo, da se naužijemo te energije, ker narava je zdravilo, narava je tukaj zato, da pozdravi našo dušo, da se mogoče dotaknemo kakšnega drevesa, da se zahvalimo za to energijo, da seveda zdaj se prebuja počasi pomlad, predvsem, ko bodo sadeži v naravi, ko bodo borovnice, da gremo, poberemo to, kar zase rabimo, se zahvalimo za to, kar nam je dano. In to je čisto zadosti. Tako da uživajte, imejte se lepo. Danes moj kulturni dan preživljam v gozdu. Odlično je, lepo se imejte, dio!